In kot prvo in najpomembnejše so zapisali okrepitev tako imenovane operativne avtonomije policije. Zdaj so zapisali, da želijo imeti strokovno avtonomijo in da bodo spremenili zakon tako, da ponovno postavijo operativno avtonomijo policije. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da so res spremenili zakon o policiji. Glavni namen spremembe je bil, kako imenovati novega generalnega direktorja policije in pri tem napisali tudi to, da ne potrebuje izpita iz policijskih pooblastil, ter da se na to mesto lahko prijavljajo osebe, ki so za 15 let izkušnjami bodisi v tožilskih vrstah, sodniških vrstah ali celo samo odvetniki in da je zato dovolj, da so 15 let tam posleni in so lahko vodijo policijo. To seveda pomeni, da lahko dobimo na vrh policije osebo, ki ne pozna policijskega dela, ki seveda z tega vidika bo zelo težko vodila policijo. Nadalje se dogaja to, da pripravljajo veliko reorganizacijo, nekaj o tem ste že slišali, da bo šlo za ogromne prihranke denarja. V bistvu gre pa za 3 pomembne sklope, ki se dogajajo. Prvič, direktor policije bo izgubil ves nadzor pri vodenju policije na področju kadrovskih stvari, finančnih stvari in logistične nabave za potrebe policije. Praktično se pri tem zgodi na to, da bo lahko direktor policije s pristojnosti želel imenovati komandirja policijske postaje. To bo naročil šefu kadrovske službe, ta bo učel svojemu šefu, ki je generalni sekretar ministrstva in tam mu bo rekel, ne, tega ne boš naredil in to ne bo izpeljano. Če se tako predstavljajo operativno avtonomijo policije, potem seveda so daleč od tega. Dejansko se to v praksi dogajajo še hujše stvari. Na začetku so z vrha policije, GPU-ja še dajali neke predloge na sestanku z ministrici in državnemu sekretarju, ki v glavnem tudi operativno sodeluje z vrhom policije. To je bilo zelo surovo zavrnjeno in praktično smo prišli v situacijo, ko ministrica ne posluša strokovnega vodstva policije predlogov. Prišli smo celo dalje, imamo samo cenzuro, vodstveni kader v GPU, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, se takoj upokoji, zato ker enostavno takšnih pogojih ne morejo delati in ne vidijo nobene perspektive. To je situacija glede njihovega glavnega cilja, kako ukrepiti operativno avtonomijo policije. Druga stvar, dejali so, da bodo proučili možnost ustanovitve finančne policije. Tega niso naredili, tega niso poročili, so pa naredili nekaj drugega. Naredili so to, da želi ministrica ustanoviti poseben preiskovalni urad, kot kvazi FBI za 2-milijonsko Slovenijo z dimenzijami države, kot jo imamo. In kaj bo sledi naredila? Popravila bo kriminaliste s terena, poslabila bo operativno sposobnost enot na terenu, ki se ukvarjajo vsakodnevnimi zadevami in porušila praktično zelo občutljivo področje. Ta enota naj ne bi bila podrejena upravi kriminalistične policije, delovala bo v zraku, mogoče bo formalno prilepljena na generalnega direktorja policije. Dejansko bo pa direktno vpliv na delovanje tega organa seveda imel državni sekretarji in ministrica. S tem bodo seveda dobili v roko ključ, kako lahko učinkovito nadzirajo bolj proti gospodarskemu, organiziranemu kriminalu in predvsem proti korupciji. To je pa seveda tudi ključno. S tem bo stranka LDS lahko na nek način nadzirala delovanje tega organa, kar je za državo izredno nevarno. Že vse prejše stvari so izredno nevarne za posebne posledice. Tretji cilj je bilo seveda uveljavitev odločbe ustavnega sodišča tako imenovanih izbrisanih. To so izpeljali, kot veste. Izpeljali so seveda popolnoma drugih zakonskih okvirih, kot smo to želeli mi, in smo želeli rešiti to vprašanje celovito. Bili smo prvi, ki smo predlagali celovito rešitev. Sedaj imamo pa neko parcialno rešitev in jaz o tem mogoče ne bi veliko govoril. Pomembno je to, da smo dobili novo številko, koliko je tako imenovanih izbrisanih, ki je bistveno večja od prejšnje številke naše vlade. Nikoli ni štela, to številko smo dobili od prejšnjega ministra. In seveda posledice se že kažejo, na katero smo opozarjali odškodnine. Imamo že 2 sodbi sodišča, ki še res nista pravnomočni, za izjemno visoke odškodnine. In seveda to pomeni, da bodo slovenski državljani, da bodo vsi mi
v prihodnosti plačevali, tako kot je njihov zagovornik Krivec rekel, da ne bo dovolj en proračun Republike Slovenije, da plačajo vse, kar je treba plačati. To je seveda popolnoma nesprejemljivo. Stanje glede kadrovskih zamenjav na tem ministrstvu je najboljša ponazoritev tega, kar je prej kolega Virant govoril, kako se menjave vršijo. Na ministrstvu za notranje zadeve so bili zamenjani vsi generalni direktori, tako direktorata kot urbane sestavi in pa seveda tudi generalna sekretarka, ki je opravljala svoje delo in najbolj zaskrbljujoče je seveda to, da so na ta mesta prišli kader iz LDS-a, prišli so politiki, prišli so bivši poslanci, njihovi kandidati in kar še bolj skrbi, je seveda to, da če nadaljujem besede, kjer se je bivši minister Virant postavil, bi nadaljeval s tem, da je bilo dovolj tudi to, da si je kak veljak LDS-a zaželel določeno delovno mesto in da ga je potem tudi dobil. Splošna ocena resorja je seveda zato izredno zaskrbljujoča. MNZ namreč postaja orodje ne v rokah vlade, ne v rokah vladajoče koalicije, ampak samo ene stranke. To je izredno zaskrbljujoče, zato ker bodo tako lahko zagovarjali interes zelo oskega kroga ljudi, ki so vezani ali na stranko, ali so kapitalsko povezani za to stranko in z odločbami, ki jih dajo izbrisanjem in zločinom reševanja tega, si nažalost zagotavljajo stabilno volilno bazo. 4 do 5% je potencijalnih volivcev, ki bodo na tak način si uredili najprej status izbrisanih, potem si bodo pa seveda na podlagi tega zaradi določil zakona o državljanstvu pridobili tudi državljanstvo takoj. Če še vzamemo številko 25,000, krat samo pa je to 4%, če vemo, da je 12%, 1% približno na volitev. To pomeni stabilna volilna baza in garancija za stranko LDS, da bo ves čas vstopila vstopa v parlament. To je izredno zaskrbljujoče in če seveda pogledamo, kakšne so finančne posledice na tem področju, lahko vidimo, da to gre vse v način njihovega delovanja pri odgovorih na gospodarsko krizo in seveda še dodatnega delovanja, s katerim bodo seveda posebej morali oni ali katerakoli druga naslednja vlada reševati ta vprašanje, ki se daj oni odpirajo. Skratka, stanje ocene resorja je izredno zaskrbljujoče. Rešitev je relativno enostavna, takšno, da se vlada zamenja in da vsaj ministrica oziroma nekdo iz LDS-a ne vodi ta resor za začetek in potem seveda volitve ter sestavljanje spet normalnega dela in pa se policije tako, da bo res strokovno delo. Hvala.